Ja, vendarle bi morali počakati na uradne za dokončne analize, pa tudi nocoj ni mogoče dati neke celovite analize, ampak vendarle so te volitve tudi torej sporočilo za vladajočo ekipo. Res je, da smo mi imeli neke primerjalne prednosti, zelo dobro ekipo, ki je vlekla. Imeli smo vrsto aktivnosti povezani z kongresom, ki je prav tako našo ekipo in pa SDS postavila neko središče dogajanja. SDS je bila zadnje mesece zelo aktivna pri iskanju, konstruktivnem iskanju izhodu iz krize. Vse to je verjetno vplivalo, da je največja opozicijska stranka tudi na teh volitvah, čeprav niso slovenske, gre za evropske volitve, dobila tako dober izid. Ta afera, ki je bila zaznamovala prejšnji teden, je to močno vplivalo vse skupaj? Odkrito rečeno, izida te afere sem se nekoliko bal, ker sem smatral, da se bo prišlo do prestrukturiranja politične moči znotraj levega bloka in sem računal, da bo na mesto Zaresa dobilo neke dodatne glasove, dobila SD, Socialdemokracija, in ogrozila našo zmago. Ampak po rezultatih, ki sedaj imamo na voljo, očitno ni prišlo do tega pregrupiranja znotraj levo-sredinskega bloka. Kaj bo vaša prva naloga? Prva naloga je seveda pridobitev delovnih nalog oziroma funkcij v okviru. Tisto v parlamentu mislite? Želel bi si delati v odbori za kmetijstvo, proračun, znanje, politiko in pa seveda malo izkoristiti tudi izkušnje, ki si jih dobil z področja tako imenovanih mehkih politik, izobraževanje, mladina in šport. Na teh področjih bom delal. Kaj nobenega slovenskega kandidata ne zanima v gospodarskem in finančnem odboru? No, proračun je zagotovo. Glejte, jaz mislim, da se bomo tudi kmalu po teh volitev sedli skupaj, tudi znotraj slovenske delegacije, če temu pogojno tako imenujemo, se bomo poskušali zmeniti tudi za neko delitev dela, da ne bomo vsi v istih odborih ali v istih delegacijah ali istih pododborih. Res pa je, da smo tudi odvisni nekoliko od delitev dela znotraj poslanskih skupin. So pa to volitve, ki bodo odslej tiste, ki jih bomo merili kot ki jih bomo jemali kot nek pokazatelj stanja v Sloveniji v prihodnjih mesecih, ko bo potrebno sprejemati, po mojem mnenju, precej bolj odločne protikrizne ukrepe kot doslej. Pričakujete, da bo predsednik vlade naredil neko rekonstrukcijo vlade? To pričakujem.